Pomlad je, rožice cvetijo, ptički pojejo, zajčki skačejo. To je tudi najboljši čas, da vsi tisti, ki ste samski, poskušate poiskati idealnega partnerja. Pa kaj takšnega, kot je popoln moški, sploh obstaja? Seveda obstaja. Poglej me, raje se vprašajmo, če obstaja popolna ženska. Ljudje si že od nekdaj prizadevamo doseči popolnost. In čeprav so se ideali skozi čas spreminjali, je vselej veljalo, da so osebe, ki so trenutnim normam ustrezale, bile pojmovane kot lepe, privlačne, uspešne ter posledično tudi bolj zadovoljne. Kuha, pere. Meni je samo to važno, da se zna imeti fajn z mano. Ja, mora imeti lastnosti fizične, psihične, vizualno mora ustrezati, mora biti tudi po obnašanju. A ja, to bi naj bil ti. A ti se imaš za idealnega, ali kaj? Kaj pa pol kažeš? Ženske že od nekdaj privlačijo predvsem zdravi in močni moški, ki jim lahko zagotovijo hrano ter varujejo tako svojo družico kot njene otroke. To tudi pojasnjuje, zakaj toliko žensk rado pogleda za starejšimi moškimi. Ženske na moškemu najprej opazimo goste lase, široka ramena, mišičaste roke in mišičast trebuh, majhno čvrsto zadnjico in pa seveda tole. Praviloma torej iščemo ali pa se odzivamo bolj prvinsko ali pa nagonsko na recimo ženske na ne toliko mlajše, ampak zrelejše moške, medtem ko moški izrazito na mlajše ženske oziroma ženske, ki so še v tisti fazi sposobne torej dati potomca. Okusen obraz, lep, mehke poteze obraza, potem postava, je zelo važna. Kamerno obrnite malo v levo, posnemite vašo kolegico. Mislim, da je to kar en takšen primerek, ki bi zadovoljeval temu odgovoru. Moški so vizualna bitja. Zato se pri iskanju idealne partnerke osredotočajo predvsem na lastnosti, ki jim omogočajo uspešno prenesti svoje gene na naslednji rod. In ker večina moških bolje vidi, kakor misli, ni čudno, da imajo pri izbiri raje čeden videz, kakor pamet. Moški pa pri ženskah najprej opazimo dolge lase in polne ter čutne ustnice, ozek pas in široke boke ter seveda dolge noge. Pomembne pa so tudi nekateri pravijo, da je naša potencialna partnerka moškim na nek način zelo podobna naši materi, sploh če je bila, da rečem, zadovoljiva idealna mati, ali recimo ženskam idealni oziroma vrojena podoba partnerja zelo slična očetu, če je v glavnem dobro odigral svojo vlogo. Mi smo hodili v Banja Luko. Banja Lučanke so bile najlepše. Po internetu pa to iščejo, tam ne boš našel idealne, ne. Moraš iti ven, naravo vidiš. Potem tam je neka 80 leta, vem, da je Sarajevčanke so bile zavleke. Danes se pravzaprav naše zveze in pa naše izbire potrjujejo in preverjajo neprenehoma. Torej, danes smo soočeni s tem, da te naše zveze niso tako samo po sebi umevno, torej stabilne, ampak je menjavanje partnerjev relativno pogosto in se mnogi danes najdejo v srečnem partnerstvu šele v drugem ali v tretjem, ne v prvem. Sicer pa slej ko prej spoznamo, da idealnih in popolnih ljudi pač ni. Je pa zato na vsakem koraku mogoče srečati številne bolj ali manj dobre približke.
Strokovnjaki pravijo, da sta lepota in spolna privlačnost pravzaprav eno in isto. Torej, po domače, če osebi nasprotnega spola rečemo, da je lepa in privlačna, to dejansko pomeni, da se želimo z njo imeti spolni odnos. Torej, pazite, kakšne komplimente dajete. Fajn, ne? Dobro zgledaš. Dobro zgledaš. Ne glede na to, kako zelo smo si različni, Pa nam vselej uspe najti skupno pot.